Ja, pri menopavzi pride do sprememb seveda v hormonskem smislu oziroma se dogajajo spremembe posebej med progesteronom in med estrogenom in zaradi tega je treba biti pozoren, da resnično uživamo hrano, ki bo tudi nekako tudi spodbudila proizvodnjo tudi progesterona, se pravi tudi hrano, ki je bogata z magnezijem, s cinkom, z vitaminom B6. Hkrati prehrana res mora biti polnovredna, takrat ne smemo tudi uživati preveč kalorij oziroma tudi zmanjšamo kalorični vnos, zaradi tega, ker se tudi telo stara in je to popolnoma normalen proces. Uživamo tudi živila, ki nam pomagajo, da omilijo tiste simptome, ki jih ponavadi povezujemo z menopavzo. Tu so take rastline, kot so recimo Dong Quai, Vitex agnus castus, Angelika, ginseng, potem maka. Recimo, če imamo kakšne nočno potenje, potem nam lahko pomaga žajbelj. Zelo dobro je recimo svetlinovo olje, veliko tudi vitamina E. Ne smemo pa pozabiti res v času menopavze na zadosten vnos kalcija. Zaradi tega, ker v bistvu se zgublja kalcij in ponavadi v menopavzi pride tudi do pojave osteopenije ali osteoporoze. Dobri viri kalcija so tudi rastlinski viri, temnozelena listnata zelenjava, različni oreški, semena, stročnice, tako da čim več tega uživati. Ženske pa res morajo v tem času poskrbeti, da vnašajo dosti fitoestrogenov oziroma živil, ki vsebujejo dosti fitoestrogenov. To so predvsem recimo lanena semena, različne stročnice, soja je eno tako živilo, ki je dobrodošlo v tem času, ampak res moramo biti pozorni, da je soja ekološka, da ni gensko modificirana, ker nam lahko pomaga, da se telo na tak način res zaščiti in uravnava tudi sami fitoestrogeni, uravnavajo nivo estrogena v našem telesu. Če ga je premalo, ga potem stimulira, da se več proizvaja, če ga je preveč, potem zmanjšajo njegov vpliv na naše telo. Je treba paziti seveda, da nismo tudi veliko pod stresom, zaradi tega, ker stres dvigne kortizol. To pa vemo, da v bistvu on porabi tudi progesteron, ki je v tem času itak zmanjšan. Tako da je kar nekaj teh stvari, ki jih lahko naredimo. Kalček, naravno z okusom.